Slovenija je letos evropska gastronomska regija. To pomeni, da lahko našo deželo ne le vidimo, ampak predvsem okusimo. Zato v današnji epizodi vabljeni na razvajanje brbončic v krajih Blaža Kocina. Vsakdo ve, da se ne da produktivno misliti, ne da bi vmes kaj prigriznili. Ne moremo vedeti, a špekuliramo lahko, da je k Kocenovi produktivnosti pripomogla tudi lokalna kulinarika in pa tukajšnji sadovi narave. Saj veste, nekdo je nekoč razvil svetovno znano teorijo, ko mu je jabolko padlo na glavo. Če se boste podali v te kraje, potem morate nujno poskusiti tudi domače dobrote. Pozdravljeni na kmetiji Zdolšek, hiša s tradicijo, letnica 1824. Danes bomo prikazali naše izdelke, in sicer penino Zdolšek in salamo polovičko. Kot že rečeno, predstavljam našo penino, naš adut ob mirnih vinih, stekleničenih, buteljčnih, torej sladkih, polsladkih, polsuhih. Penina je pa narejena iz sort Chardonnay, zeleni silvanec z vrsti in je pridelana po klasični šampanjski metodi. Naša posebnost so tudi salame, polovičke, predvsem zato, ker niso prerezane na pol, ampak so narejene tako kot dolge, v manjši obliki. Narejene so iz svinjskega mesa, prerejenega na naši kmetiji. Isto je zraven dodana mlada govedina. Vse skupaj gre pod shemo izbrana kakovost. Dober tek! Iz teh krajev je težko oditi s praznim želodcem, saj skoraj na vsakem omenku stoji gostoljubna domačija. Za kurjenje kalorij se lahko med njimi kar sprehodite ali celo kolesarite. Dobrodošli na Vinotočo Šmid Podkrajšek. Nahajamo se na Ponikvi, neposredno v bližini Velikonočnice. Kot eni redkih na tem območju ponujamo suhomesnate izdelke, med katerimi so domača salama, domača bunka, prekajen špeh domači, pečen špeh, domača svinjska pašteta, domači sir, spečemo pa tudi sveži kruh v krušni peči, ponujamo tudi vino, pridelamo ga sami v našem vinogradu, na različnih tekmovanjih dosegajo visoke rezultate. Takole se lahko galantno opremimo in svoj obrok zaužijemo kar v kakšnem zanimivem kotičku na Ponikvi. Ponuja jih celo plejado in na enem najlepših kotičkov me že čaka Teja, ki je poznavalka kulinarike iz Kocenovih časov. Kaj je značilno za kulinariko Kocenovih časov? Ja, Kocen je izhajal iz kmečkega okolja in baje naj bi v njegovi hiši oziroma v tej glavni sobi imeli tako veliko krušno peč, da je zavzemala kar četrtino prostora. V njej so lahko dali eno veliko deblo, ki je gorelo počasi in da se je peklo kar 20 hlebcev kruha. Ampak če govorimo o sredini 19. stoletja, moramo vedeti, da je večinsko prebivalstvo bilo kmečko. Če rečem mogoče tudi malo bolj romantično, so ljudje takrat živeli v nekem sožitju z naravo, ker so jedli sezonsko hrano, torej jedli so tisto, kar so si pridelali sami. Pa je to, da so včasih ljudje jedli bolj zdravo, mit ali zares drži? Ja, po moje odvisno iz kakega vidika pogledamo. Glede na to, da so jedli sezonsko hrano, doma pridelano, je zagotovo
iz našega vidika in nasplošno res bolj zdravo. Ne. Ampak se pa moramo zavedati, da so vseeno ljudje velikokrat živeli v pomanjkanju. Ne. Bili so tudi odvisni od dobrih in slabih sezon, tako da na podeželju ni bila pomembna kvaliteta hrane, ampak predvsem kvantiteta. Torej, mogli so si zagotoviti, da bodo preživeli ponavadi svojo številčno družino. Naše območje je temeljilo precej na močnati hrani. Torej žganci, ajdovi, koruzni, tudi krompirjevi žganci, ponekod tudi štrukli, predvsem ob nedeljah so se jedli štrukli, močniki, močnate juhe, prežganke, neke vrste ričet, torej ječmenova kaša. Torej žita so nekako, rečemo, predstavljala osnovo. Ko govorimo o mesu, mes je vseeno, rečemo, meso so vseeno bolj uporabljali v nekih praznih časih. Na podeželju ponekod tudi seveda so ga jedli ob nedeljah, vsi si pa seveda tega niso mogli privoščiti. Če so se vam med današnjo epizodo vsaj malo naelektrile brbončice, potem le urno v punkovške kraje. In brez skrbi, tudi dejavnosti za kurjenje kalorij se tu najde več kot dovolj.